Lepo pozdravljeni, v središče je prišla Iva Dimic, pozdravljena in dobrodošla. Hvala lepa, tako. Zadnje dneve si bila dobesedno v središču, ko je tekla razprava o vladnem zakonu o zdravstveni dejavnosti. Ne glede na to, da ga je koalicija potrdila, razprav še ni konec, napovedana so razna izpodbijanja te novele. Pa naj te tokrat namesto o vsebini vprašam o vtisih ob teh razpravah. Kaj te je presenetilo, morda začudilo, pretreslo? Lahko rečem, da zakon zagotovo ne prinaša rešitev za naš zdravstveni sistem. Zato me je presenetilo predvsem to, da so tako, bom rekla, z eno tako prav vero verjamejo v koaliciji, da bo ta zakon rešil nakopičene težave. Mi večkrat omenjamo, da so težave nastajajo na strani ZZZS-ja, na strani organizacije dela javnih zdravstvenih zavodov in enostavno to so preslišali, ne. Oni želijo ločiti zdravnike na vaše, naše, omejevati delo, ne. Mi pa vsi vemo, da smo podhranjeni številom zdravnikov tudi na ravni Evropske unije. Mogoče me je včasih malo zmotilo predvsem ta res ideološka razprava, kako bo vse dobro, predvsem tudi to, da so se tudi sami, ko so očitali, da zakona ne poznamo v podrobnosti, da so se tudi sami odmikali in razpravljali o ambulantah za neopredeljene, česar res ni nič omenjeno v samem zakonu, no. Skratka, seveda na koncu so prišle še kakšne besede, kakšni očitki glede vere in tako naprej, ampak jaz mislim in sem prepričana, da sem to koaliciji ali pa Svobodi dobro odgovorila. Se strinjam. Kmalu bo seja, na kateri bo NSi opozorila na to, da je ogrožena zdravstvena oskrba ljudi na podeželju. Novela, ki sva jo omenili, bo težave še poglobila, ker bo omejila delo zunanjih izvajalcev. Ti zdaj v bistvu rešujejo situacijo marsikje, poglejva recimo Tolmin, ne. Izhodiščna težava pa je seveda pomanjkanje kadra. Je to tisto, kar je pripeljalo zadevo do te točke, ali je mogoče še kakšen drug splet okoliščin, da zdaj govorimo o tej težavi s podeželjem? Ja, res, podeželje se prazni in lahko rečemo, da že zadnjih nekaj let opazujemo to centralistično željo po vodenju, a ne, da mora vse biti v nekih centrih, a ne, vse neko združevanje, a ne, to že lahko, ko smo spremljali uredbo o satelitskih centrih, a ne, želijo imeti neke velike centre, kar pomeni, da se zdravnika iz podeželja umika. In te zdravniki se oddaljujejo od ljudi, ki tam živijo, kar pomeni neenakopravno in neenako dostopnost do zdravstvene pomoči in oskrbe. Novela ali pa predlog sklica, ki ga smo pripravili v Novi Sloveniji, seveda mogoče nekoliko ozko prikazuje probleme na področju Tolmina in pa na področju Idrije. Vemo, da so to nekoliko bolj oddaljeni kraji v Sloveniji, da imajo malo težjo dostopnost, tudi cesta glih ni, bom rekla, neka avtocesta. In ti kraji se dejansko srečujejo s tem, da ali pa tudi direktorji zdravstvenih domov se srečujejo s tem, da ne morajo zagotoviti zdravstvene oskrbe svojim prebivalcem. In to je boleče, a ne. In potem na strani vlade, ko ne podeljuje koncesije, ko koncesionarje praktično tudi že tako rekoč preganja, ko preganja tudi zdravnike, ki prihajajo na nujno medicinsko pomoč v Tolmin kot espeji iz oddaljenih krajev, rečejo, v redu, pa grem podežurat, ker tam vemo, da je nujna medicinska pomoč tudi zaradi pokrivanja gorskega predela, a ne, zaradi samega reliefa kraja. Rečejo in pošljajo inšpektorje, ki pregledujejo, kako to delajo, ne, in seveda omejuje delo preko espeja, ampak samo preko podjemnih pogodb. Glejte, vsak si lahko organizira delo sam in vsak bo pogledal, da bo seveda se davčno optimiziral, da mu bo na koncu za tisti dan, dva, ki dežura, tudi nekaj ostalo, a ne. Vlada teži k temu, da bo to praktično skoraj s tem novim zakonom prepovedala in se bojim, kaj bo v prihodnje, kateri kraj je naslednji. A ne, zdaj imamo Tolmin, imamo Idrijo, vemo, da so težave tudi v Ajdovščini, nenazadnje tudi Nova Gorica, zdaj ne vem, a je na vrsti Rogatec, a so na vrsti Videm Dobrepolje, skratka, sprašujemo se,
kaj v bistvu žene nenazadnje tudi to vlado, da prepoveduje in omejuje delo teh zdravnikov na podeželju. Tle moramo vedeti, da če se bo tam krčila zdravstvena oskrba, bo večji pritisk na regionalne centre in bolnišnice. Ne. Dotaknila si se upravljanja zavodov. Ne. Tukaj ima tudi Nova Slovenija kar nekaj rešitev. Ne. Tudi mogoče, če pogledamo z tega vidika, ne, da se je vlada pri tem razmejevanju javnega in zasebnega zdravstva lotila pri zdravnikih. Se pravi, tam je našla krivce, rekla je, ne, zdravniki, poimenovala jih je zelo grdo dvoživke, končajo prej delavnik v javnem sektorju, da grejo delati k zasebnikom. Ne. Ampak ni nujno, da je zdravnik za to odgovoren. Ne. Tudi verjetno ima nadrejenega, ki to dopušča in konec koncev je morda tudi upravljanje zapostaviti pod vprašaj. Ne. Tudi tukaj bi morali narediti več na učinkovitosti. Ne. Pravzaprav verjetno je tudi zdaj tako, da menedžerji ali direktorji javnih zavodov niti nimajo vseh pooblastil, da bi, ne vem, recimo omogočili boljše pogoje dela in podobno. Zagotovo, Andreja, krasno opisan problem in seveda tudi naša rešitev je v tem, da se začne bolj učinkovito voditi javne zavode po zgledu neke gospodarske družbe, kjer lahko direktor nagrajuje tistega, ki pridno dela in mogoče malo manj tistega, ki ne dela tako učinkovito in dobro za ljudi in za paciente. Mislim, da je tukaj predvsem treba tudi pogledati tistega glavnega krivca ali pa, bom rekla, tudi v Novi Sloveniji smo ga prepoznali. Ne? To je Zavod za zdravstveno zavarovanje. On je tisti, ki odloča, koliko bo posamezen kirurg opravil operacij. A bosta to 2 operacije, a bo to 5 operacij. In lahko še enkrat ponovim besede dr. Noča, ki je rekel, meni ZZZS plača 2 operaciji na dan, jaz jih lahko opravim 5. A ne? Se pravi, da je tukaj nastajajo čakalne vrste in jaz mislim, da je potrebno najprej pogledati vodenje, zakaj jih lahko naredi 5, kakšne ima tisti dan, bolj podrobno vodenje javnih zavodov in pa tudi ZZZS-ja. In to bi bil en tak razumen prvi korak, katerega bi se vlada lotila, ampak oni seveda tega ne želijo, ne, želijo neki ideološki boj, ne, boj proti zasebnikom, boj proti koncesionarjem in mislim, da s tem bojem nadaljujejo povsod, ne, na vseh segmentih. Zdaj imamo pred sabo tudi zasebne vrtce, se pravi, boj proti zasebništvu je povsod tako kot v bivšem režimu, ampak moram reči, da to smo preživeli, pa tudi to vlado bomo se bo hmal konc. Zdaj ZZZS, tudi tu je kar nekaj rešitev, ki jih predlaga Nova Slovenija. Ena od teh je gotovo ta, da če ima nekdo monopol, se ne trudi za to, da bi bolje upravljal vse skupaj, ne, ker nima konkurence. Na drugi strani je pa to tudi potem neka meka za vse, ki mogoče želijo pri kakšnem poslu kaj dobiti. No, recimo, da so to neke špekulacije, ampak dobro. Eno tako popolnoma relevantno vprašanje se mi zdi to, da recimo je zdaj vlada pripravila obvezni zdravstveni prispevek, ves ta denar se steka v ZZZS, vlada se hvali, da je tega denarja veliko, kje pa je ta denar, še vedno čakamo v vrstah. Ja, ZZZS ima letos celo 80 milijonov presežkov prihodkov nad odhodki, kar pomeni, ima dobička 80 milijonov, ne. ZZZS vendarle ni zavod ali pa zavarovalnica, ki bi lahko ustvarjala denar ali pa dobiček. Mislim, da je to naš denar in z tega vidika lahko rečem, da smo bili vsi, ki vplačujemo v to monopolno malho, prikrajšani za vse storitve, ki jih v tem letu nismo dobili, oziroma v letu 2024, to govorim za nazaj. In dokler si ti monopolist, nihče ti nič ne more, vse se lahko sam zmeniš in razporejaš in ti določaš, kdo bo koliko delal in kaj se bo delalo. Skratka, je to neko tako plansko zdravstvo. Mi pa želimo, da je to zdravstvo po meri človeka, da storitev, ko jo potrebuješ, jo dobiš takrat, takoj, dobro, učinkovito, a ne? In seveda bi bilo dobro vzpostaviti nenazadnje resnično eno konkurenčno zavarovalnico na tem področju, ki bi omogočala seveda tako osnovno zavarovanje, to, kar vsi plačujemo v ZZZS, in hkrati mislim in sem prepričana, da bi se stvari v Sloveniji začele prav odvijati, ker bi se
vsi trudili, da bi dobili učinkovite, dobre, kakovostne stvari, terapije čim prej, ne, zato da bi čim prej seveda tudi šli lahko nazaj na trg dela. Sej vsak, ki zboli, si želi vendarle, da je čim prej nazaj zdrav in da lahko dela. Ja, tudi če bi, recimo, če pogledava, sicer to ni neposredno primerljivo, ne, ampak zavarovanje avtomobila, ne, verjetno ne bomo čakali in ostajali pri zavarovalnici, ki nam bo popravilo ob nekem trčenju omogočila čez 3 mesece, ampak bomo šli k tisti, ki bo v istem tednu omogočila. Ne. Zagotovo. In ravno ta novela zakona, ki je bila zdaj sprejeta, se bojim, da vodi v popolno privatizacijo, zato ker v 23. členu omenjajo praktično to, a ne, da če storitev ne bojo upravljene, a ne, da bojo zasebne zavarovalnice tržile produkte. To ni zavarovanje tako kot ZZZS, ampak bomo mi mogli poleg tega, da vplačujemo obvezne izdatke ali pa vplačila od plač, tudi še dodatno plačevati za to, da bomo lahko prišli do zdravnika. Jaz se tega resnično bojim in temu močno nasprotujem in tudi Nova Slovenija. Mi želimo, da dobi vsak, ki vplačuje v obvezno zdravstveno zavarovanje, storitev na napotnico, ne glede, kje bo opravljena. Ob teh debatah o tej noveli zakona o zdravstveni dejavnosti zdravniške organizacije vlečejo neke vzporednice s tem, kako se zadeve odvijajo v zobozdravstvu. Ne. Tudi na to smo v Novi Sloveniji opozorili, ravno v tem tednu je bila seja na to temo in spet je tukaj poziv iz seje, ne, ZZZS-ju naj zobozdravstvenim organizacijam v javni mreži omogoči ustrezno financiranje. Ja, glejte, mi trenutno v Novi Sloveniji smo prejeli pismo, 300 zobozdravnikov, ki delujejo v javni mreži ali so koncesionarji, več kot 300, jih je podpisalo, da stvari z ZZZS ne grejo nikamor in da ZZZS jim ne prizna določenega stroška materiala ob spremembi na bele zalivke. Iz srebrnih ali amalgamskih na bele zalivke. In enostavno ZZZS se pravi, da na nek način duši to naše zobozdravstvo in ga odmika od ljudi. Slišali smo, da je bilo več ambulant odprtih v preteklem letu in da več zobozdravnikov, ampak ljudje na terenu opozarjajo, da praktično hodijo na zobozdravstvene storitve čez mejo. Na Hrvaškem. Na Hrvaškem se praktično gradijo zobozdravstvene ordinacije in zanimiv je podatek, koliko je ZZZS plačal za hrvaške zasebnike. Tega je skoraj 2 milijona za leto 2024. Našim zobozdravnikom pa tega stroška ne priznavajo. S tem, da ta 2 milijona sta se razporedila, kot praviš, tudi k zasebnikom. Se pravi, pravzaprav naš davkoplačevalski denar se steka k zasebnikom v tujino. Slovenski zasebniki so pa bav. Ja, na to so včeraj tudi opozorili, tudi mi smo na to opozorili, zato seveda pričakovan sklep, tudi mi smo ga predlagali, da vendarle se za javno dostopno zobozdravstvo vendarle ZZZS naredi vse, da se to omogoči ljudem, ker v nasprotnem primeru so zobozdravniki napovedali, da bojo vrnili koncesije, da bojo enostavno odšli iz tega sistema, kar pomeni, da bo več kot 10 tisoč ljudi v Sloveniji ostalo brez zobozdravnika in pomeni še dodaten pritisk na 10 tisoč denarnic dodatnino, in mislim, da to resnično govori o razpadu našega javnega zdravstvenega sistema. Upam, da ko bova naslednjič tukaj sedeli, da bova imeli malce spodbudnejšo debato o zdravstvu. Hvala za danes, Iva. Hvala lepa, Andreja, in vsem. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.